Dober dan, jaz sem Maruša, z mano je kot vedno Anže. Kot vedno. Odbita do bita. Zdravo, jaz sem Žiga, nisem vedno z njima. Si pa že bil. To je Odbita do bita, podcast Vala 202, ki gre včasih iz studija med ljudi. Torej, tako kot danes, dragi gledalci, prosim, dokažite to poslušalcem. Ja, Boštjan je omenil temo nove epizode, alternativni splet. Saj ne, da lahko obstoječega kaj veliko spremenimo ali ga zaradi vsega, kar nam ni prav, nehamo uporabljati, ne. Ampak lahko s svojimi dejanji verjetno kaj izboljšamo in se predvsem sprašujemo, a sploh na tem internetu še počne kdo kaj družbeno koristnega. Ker tako se je vse začelo in tako bi moralo biti? Moralo ja, seveda je pa potem, in to mislim, da je tehnični izraz, je šlo več ali manj vse pogobe. Zdaj, danes bomo probali pokazati, kot je Maruša rekla, alternativni splet, mogoče kakšne spletne strani društva in pa iniciative, ki še vedno delujejo po tistih temeljih iz Silicijeve doline iz 70-ih, ko je ta utopija interneta še predstavljala, mogoče neko prihodnost, zdaj pa več ali manj živimo pod palcem velikih korporacij. Ja, zato bo naloga toliko težja, ne? Najti na spletu nekaj, kar ni zgolj samo zaradi ekonomskega ozadja tam, ampak v družbeno korist. Žiga Vrtačič je torej najni gost iz inštituta Danes je nov dan. Žiga, zdravo še enkrat. Prvo vprašanje, kdaj se je splet pokvaril, katerega leta smo ga uničili? Zdravo. Težko po mojem postavimo nek datum, kjer se je pa res vse pokvarilo, če bi ga pa morda res mogel, bi pa zbral po mojem zagon iOS platforme. Pa ne zato, ker ne maram Apple, ampak zaradi tega, ker je v bistvu tam se prvič obrnilo tako res očitno na veliki skali to, da se je začelo zapirati vsebine v neke zaprte kotičke. Ker recimo, če gledamo prej sam zgodovinski razvoj interneta, od ARPANETA pa vseh teh predhodnikov in se je to razumelo kot izum in kot nekaj, k čemu hočemo, potem se je pa v bistvu to prelomilo in se je začelo v bistvu predvsem na mobilnih platformah se je to res najbolj masovno začelo vračati torej v neki zgodovini nazaj v situacijo, kjer rabiš enako napravo, da dostopaš do istih vsebin. In to smo v bistvu zatredali za neke kozmetične popravke. No zdaj, če gledamo pa kakšno spletno stran, pa mislim, da tista, ki bi vsakomur prišla prva na misel, ko govorimo o spletni strani, kjer profit res ni motiv, ki je bila narejena tako res v duhu interneta, kjer se vsak lahko poveže, tako kot je Žiga rekel, strojna oprema ni pomembna, je to seveda Wikipedija, kjer je vse res, kar tam piše. Tako da, kje pa ti Wikipedijo vidiš potem v tem starem in novem svetu? Mislim, jaz sem težek fan Wikipedije, mislim, da je tako nekaj najlepšega, kar se je zgodilo človeštvu, ne samo spletu. In noben ni tega pričakoval, niti Jimmy Wales, ko se je Wikipedija se je najprej zagnala kot Nupedia, kjer je on takrat iskal kaj zdaj še pač splet rabi in je pač verjel, da rabi enciklopedijo in najprej se je tega lotil tako, da je v bistvu v svojo družbo povabil nekih 100 akademikov, profesorjev in profesoric in jih prosil, da vsak napiše 5 člankov in nekaj. In potem se je izkazalo, da ti ljudje nimajo časa, da obljubijo, pa bo mogoče spol napišejo enega ali pa ne in tako. In kako leto po zagonu Nupedije je še vedno pač bilo jasno, da to ne bo nikoli preseglo neke Britanike ali pa ne vem kaj. In potem so čisto kot stranski projekt, takoj ko je pač na voljo bil Wiki kot orodje, rekli, dajmo mi poskusiti to outsourcati uporabnikom. In vsi so ga imeli za norega in dejansko si težko predstavljati res, kako se je to zgodilo, ampak očitno so ljudje zaznali, da ustvarjajo nekaj večjega od sebe, da so pač neki varuhi človeškega znanja, ker recimo, če gledate, vsak od nas je začel na nekem jobu, verjetno, kjer je mogel v bistvu pregledovati dolgočasne, dolge dokumente za drugimi in jih popravljati in tako. In tudi, ko ti to plačajo, to ni prav luštno, medtem ko na Wikipediji obstaja cel kup ljudi, ki baje, da je povprečen edit napačne informacije, traja 1,7 minut, da se pač popravi. In to neki nevidni delavci, ki jim je mar, da je tam gor resnica, opravljajo. In to je pač neka taka čarobna moč, ki ne more, da te ne navdahne. Pa še kar mi je ful zabavno je to, jaz sem vedno mislil, da jaz nisem, moram priznati, nikoli nisem prav velik kontributor v Wikipediji, mislim tako
mogoče sem popravil 2 stvari, ampak res se ne morem s tem hvaliti. Sem nekajkrat ji doniral, ampak mislil sem, da je nekako velja za vse, pač vsi mi uporabljamo Wikipedijo in sem nekako verjel, da tisti, ki pač ne editajo, pač donirajo, ne. Se izkaže, da ni res, da oseba, ki edita, je 9-krat bolj možno, da bo tudi doniral. Da da še denar. Ja, tako da eni ljudje so sam pač boljši. Eni ljudje so pač boljši od drugih in Wikipedija je nek družbeno koristen ostanek spleta, že toliko časa na tistem mestu in ne glede na vse, kar bi se mi zdi lahko postala in lahko bila, pa pač ni postala ekonomsko zanimiva, je še vedno med prvimi 10 stranmi na svetu po obiskanosti. Ja, v bistvu, če primerjate lastnike ostalih platform, ki se znajdejo na top 10 najbolj obiskanih po Aleksi, se izkaže, da so vsi milijarderji, medtem ko je Jimmy Wales vreden oziroma težek tako za eno dobro, lepo hišo v Ameriki. Ampak jaz mislim, da ima neprimerno lepše življenje od vseh ostalih. Ne rabi hoditi se zagovarjati v kongres, ne kričijo ljudje za njemu, ne mečejo paradižnikov, on pač kjerkoli se pojavi, je podobno kot Tim Berners-Lee, vsi želijo govoriti z njim, vsi se želijo slikati z njim in tako, ne vem, če se je res tako slabo odločil. Ja, verjetno ne. Pa vsi vemo, kako zgleda, takrat, ko Wikipedija prosi za denar, ne, se od zgori pojavi Jimmy in reče, dejte kaj. Tako da dejte kaj. V Sloveniji imamo verjetno tudi kakšen primer, ne. Razmišljala sem o spletni strani prevoz.org. V bistvu ne vem, zakaj Jureta, ustanovitelja, nikoli še nisem vprašala, zakaj tega ni prodal ali nadgrajeval ali strašno posodabljal ali pač karkoli z tega v 15 letih naredil. To je še vedno tam zaradi družbe, ki ta spletna stran koristi. Še kakšen primer, še kakšen vzrok, zakaj takšne stvari še obstajajo? Jureta pa Erneja, to sta oba ustanovitelja prevoza, tudi sam poznam, pa smo se že v času teh kiberpipe in spletnih uric, pa to je bila to tema, zakaj pač stran s tog prometa nima nikakršnih komercialnih ambicij. Ampak jaz to ful spoštujem. Pač ona dva ful črpata iz nekih odprtokodnih tehnologij in ima nekako paše to neki etični kompas. Sploh pa oba dva počnete tudi druge stvari v življenju. Tako da druge v Sloveniji, jaz mislim, da res prevoz je najbolj očiten primer takega nekega servisa, ki res deluje iskreno in izključno za to, da ljudje nekaj dobijo. Mislim, ni pa spet čisto edino. Jaz bi izpostavil tudi slovensko Wikipedija skupnost. Slovenski wikipedisti so dejansko dokaj aktivni, glede na to, koliko je mali jezik. Zdaj recimo bo projekt znotraj slovenske Wikipedije, v katerem želijo pofotkati vse slovenske kulturne spomenike in jih dati pod Creative Commons licenco, tako da migajo vsekakor. No. Potem pa imamo kulturnik od Ljudmile, ki v bistvu zbira kulturne dogodke na kupu, pa ne vem, kaj še. Kaj po svetu popularnega in ne nujno komercialnega? Ja, veliko je teh Wikipedij za določena področja, ne? Predvsem tudi za fikcijo. Tega je na internetu včasih več kakšnih resnih reči, ne? Tudi v obliki Wikipedij. Meni ljuba je recimo od Star Treka Wikipedija, ker je to moje življenje. Tam gor sem čist preveč, ampak obstajajo, tako kot je Žiga rekel, pač neki projekti, ki so na odprtokodnih rešitvah narejeni, sicer včasih, se pravim, so smešni, včasih so resni, tako kot Star Trekova Wikipedija, ki pač lepo živijo, ne, tudi včasih od donacij, včasih jim kdo pomaga, ne, tako da obstajajo te neki kotički, se mi zdi, po svetovnem spletu, ki še obstajajo s tem duhom. No. Super je še ta WikiHow, ja. Ko je v bistvu zbirka fulanih tutorialov, ful dobrih, pa na kjerokoli temu. Vsi linki bodo v zapiskih. Res je. Pa meni je, ful imam tako žalosten spomin na en projekt z imenom Paper Houses, ko so želeli v bistvu to odprtokodno filozofijo vnesti v eno drugo industrijo, v en drug posel in sicer v arhitekturo. So začeli kao open source, torej načrte za hiše, stanovanja, ampak ne vem čisto točno, niso prav posvojili tega za res arhitekti. Odbita dobita. Hodil sem še omeniti, da zadnjič sem najdel skupino, kjer po Ljubljani, ko najdeš kosovni odpad, ga slikaš in javiš drugim. Kar je bilo kar noro, tako da če kdo rab kavč ali pa luč, ki ima samo eno žarnico,
To je ta skupina res, mi je kar malo presenečen in zelo aktivna v resnici. Družbena korist. Tako. Drugače so te neke obrtniški skupnosti tudi na Facebooku, tako neki slovenski developerji, pa to obstaja, pa je dejansko prostovoljno ljudje ful pridno moderirajo in skrbijo za neka pravila, pa to. Samo je malo škoda, da se to dogaja na Facebooku. Kot vse ostalo, kar se dogaja na Facebooku. Ja. Zdaj, naslednja tema, ki bi se dotaknili, pa mogoče nekaj, kar se je zgodilo po inerciji, ko smo šli v ta prelom, ne, in to so znanstveni članki. To je eno področje, ki mogoče ljudi zanima samo, ko pišejo diplomsko nalogo, ali pa jaz sem sam diplomo naredil, ali pa magistrsko nalogo, ali pa doktorat, ne, ko na faksu dobiš nek uporabniško ime in geslo in se lahko logiraš vse te, kaj so JSTOR in vse te zbirke znanstvenih člankov, ki so pa dejansko navadnemu človeku praktično nedostopni, ker je vse skupaj zaklenjeno. Ne? Čeprav gre to za neka znanstvena dela, ki so nastala kot plod dela na univerzah in ne bi bila javno dobro, ne? Tudi te ljudje, ki so to napisali, so profesori, ki so plačeni od univerze in tega mnenja je bil tudi eden človek, ki sliši ime Aaron Swartz. Svojo energijo, ko znaš programirati, lahko usmeriš to, da kradeš filme in jih daješ na internet, ne? Lahko pa usmeriš v to, ne? Da v bistvu odklepaš te članke in jih daješ v prosto uporabo. Ne? Mi, ko smo se preselili na office, smo se odločili, da rabimo nek mural na steni in itak sami pametnjakoviči, vsak bi nekaj svojega. In Aaron je bil edina stvar, okrog katere smo se potem, da ok, to pa lahko. Drugače pa vam priporočam film o njem, dokumentarc je Internet's Own Boy in je, kot se spodobi, zastojn na voljo na YouTubeu, da si ga pogledate. Drugače pa jaz mislim, da je on osebno največja ikona tega boja. Predvsem zaradi tega, kako se je ta boj končal, verjetno, ne, ali ponovim na hitro. V bistvu Aaron Swartz je cel kup stvari razvil oziroma so razvil od RSS-a, če se ga spomnite, bil je zraven, ko so Creative Commons ustanavljali. Bil je eden od soustanoviteljev Reddita, ki se je pri tem prodal Wiredu in je danes 5. najbolj koka stran na svetu. Tako cel kup takih stvari. Potem je pa enkrat tako čist med vikendom šel na MIT-u na faks in je zdownloadil ne vem koliko gigabajtov znanstvenih člankov, tam po noči je pustil računalnik, obstaja celo kamera. Njega niso našli z nekim digital footprintom, ampak posnela ga je kamera. In on je to vse dal na net z nekim pripisom, kao ta slavni citat Information wants to be free, nič ni nikomor za to računal, sam pač ravno to, ko si rekel, pač to je v bistvu znanje, ki je nastalo z nekim javnim denarjem na univerzah in zdaj ga nekdo hoče prodajati in ne gre za to, da mi nočemo od tega denarja dati, gre za to, da se znanje ful bolj oplaja, če je pač na voljo vsem. V glavnem, long story short, na koncu so ga dobili in so ga prisilili, da imel eno možnost, 20 let zapora ali 25, ali pa da samo se pokori tako v javnosti, ker je pač že takrat bil taka ikona in na novinarski konferenci reče, da je naredil napako, da je bilo nepremišljeno, da to je pa res prav, da so te znanstveni članki tam zaklenjeni in da potem pač lahko gre spogojno, torej odide in njega so potem našli mrtvega, se je pač obesil, ker mu je to bilo lažje, kot pa to iti povedati. In zdaj na ta dan se v bistvu na dan njegove smrti ful enih akademikov v bistvu vedno objavlja na net zastojn znanstvene članke in je že 4-krat več člankov na netu znanstvenih prišlo ob teh obletnicah, ko pa jih je on takrat ukradel, objavil. Tako da je dejansko 4-krat večji že efekt tega. To je dobro vprašanje, kje točno je ta meja, ne? Vsi se strinjamo, da neka avtorska dela moramo plačati in po drugi strani, ker so družbeno koristna, znotraj neke univerze morajo biti dostopna. Ampak vsi bi imeli vse dostopno, kar je namenjeno družbi, nekdo drug bi to zaklenil. Tudi o tem sva se že pogovarjala lani, ko smo v Odbiti kritizirali 11. in 13. člen direktive o avtorskih pravicah. 11. člen uvaja davek na povezave in razburja s pravico do linkanja, 13. člen pa pravi, da naj bi spletne platforme s filtri redno pregledovale uporabnika in vsebino ter tako preprečile krajo avtorskih pravic na spletu. Ne vem, kje je zdaj, ne, odprto, zaklenjeno, kaj je prav, kaj je narobe, na katero stran se postaviti, kje najti mejo. Ampak gre pa res že spet za neko rešitev, ki jo ponuja zdaj v tem primeru Evropska unija oziroma Evropska komisija. No. Zaklepa tisto, kar je bilo prej nekako prosto pretočno.
Pa že prej smo slišali nekaj v prejšnjem predavanju o robotizaciji, ne? Tukaj pa zdaj sploh ta 13. člen, ki nalaga platformam, da bojo preverjala, ne? Kaj vse je avtorsko zaščiteno in kaj ne. Potem vedno, ampak res vedno slišimo frazo umetna inteligenca, ki bo vse rešila. Zdaj je blockchain, mislim, da je zelo popularen, ne, v tem kontekstu, kjer bo vse zaklenjeno in transparentno. V resnici pa teh tehnologije ne samo, da ne znajo tega početi, Klemen lahko popraviš, ampak tudi niso tudi približno tako zrele, da bi se lahko teh problemov lotevali. Niti slučajno, pač problem je predvsem v nekih, recimo, ironičnih kontekstih, v nekih parodijah, v nekih recenzijah, kritikah. Pač načeloma, če gledamo trenutno avtorsko pravo, že zdaj omogoča torej to neko izjemo, ki po kmečko povedano pomeni to, da če se ti delu vdihni v nek nov smisel, ne gre za predelavo, mislim za prepovedano predelavo. Torej, že danes ni narobe, da ti recenziraš film, pa potem pokažeš neke odseke, kadre iz filma in zdaj to daš na Facebook, na YouTube, pač nisi naredil nič narobe. Tako isto, če ti vzameš oglas od nekega oglaševalca in narediš forico, ki dopišeš eno besedo in rata zdaj smešno, ti nisi zdaj kradel pomena, torej nisi prikrival tega, da je to tvoje delo, da je to tvoje... Vsem je jasno, kaj je bilo avtorsko delo in kako si ga ti oplemenitil, ne? In te filtri tega ne morejo razumeti, ne? Mislim, ne morejo tega v popolnosti nikoli razumeti, ne? In vedno bodo delali tako, da bodo prej omaknali, ko pa tvegali sami zase. Tako da ful to omejuje neko svobodo izražanja o tej kolažni, copy-paste, internetni kulturi. Se vidi, da je pač te ljudje, ki te zakone pišejo, tega niso nikoli izkusili, pa tega ne razumejo, pa v tem ne participirajo. Maruša in Anže. To sva midva. Že v vaši najljubši aplikaciji za podcaste. Žiga Vrtačič, gost od Bite do Bita, v živo iz Lutkovnega gledališča v Ljubljani. Tukaj je Websi dan. Žiga, inštitut danes je nov dan, je družbeno koristna platforma. To mislim, da čisto vsi poslušalci tukaj in doma zdaj že vedo. Zakaj? Kako vam to odprto razmišljanje pomaga? Mislim, mi smo se načeloma že združili malo okrog tega, da smo bili strastni do odprtokodnih tehnologij, smo se v bistvu spoznali tudi nekateri v takih kontekstih. Tako pa čisto pragmatično, kako nam odprtokodna filozofija pomaga, je pa v bistvu ful veliko enih pozitivnih učinkov. Ne vem, najbolj očiten je ta, da nam recimo pri Parlametru nam daje v bistvu neko legitimnost, zaradi tega, ker imaš samo dve možnosti. Če lahko ti preveriš algoritem, mu potem lahko zaupaš in če ga ne moreš preveriti, moraš zaupati tistemu, ki je ta algoritem objavil. Torej, mi smo se recimo že zaradi svoje siceršne politične, tako ful občutljivimi podatki in analizami smo se tam srečali in itak že tako so nas nekateri odpravljali za ne vem, murgelske podtaknjence in ne vem, tako ful bizarne scene in potem, če ti lahko rečeš, lej, tam je pač objavljena koda, lahko si pač pogledaš, kako se to računa, pač povej, če imaš kak predlog, kako to izboljšati. Potem tudi ta neka možnost kolektivnega nadzora ti ful kupi neko legitimnost. Tudi če moja mama ne zna iti zdaj na GitHub gledati te kode, vseeno ve, da lahko meni reče, če lahko pogledam. Mislim, je to vseeno pomerja tudi ne programerje, ta ideja, da je neka koda tam, da se lahko vsak vidi, kako deluje. To je najbolj tako očitno. Drugo, oziroma bolj očitno je to, da zakaj bi odkrival toplo vodo, če je to enih knjižnic in to kaj kode spisane, ki je pač narejena tako, da ne more biti boljš. In recimo sam, če gledamo Parlameter, v njem je nekih 100 odprtokodnih knjižnic, nekatere od njih so take, da če ne bi obstajale, Parlameter ne bi mogel obstajati, ne bi mogli mi, ne bi znali mi sploh recimo tega spisati sami. Tretje, kar je ful je cool, ko se zgodijo neke take nepredvidene rabe. Ne vem, zdaj smo zanč, itak vidiš na GitHubu, ko nekdo vzame tvojo kodo, dobiš notification. In ne vem, ravno zanč sem videl, da so neki aktivisti to forkali to kodo Parlametra in ga zdaj nameščajo mestnem svetu New Jersey. Tako, okej. In itak to pa potem to kuro, ko smo delali, smo našli na netu latvijsko verzijo in je pač neko društvo za zaščito živali v Latviji to vzelo in naredilo še. Nam se itak šlo tam za kure, ne? Valjda se nam gre tudi za latvijske kure. Ni to nič bad.
če to tudi tam kdo uporabi. Žiga, če teh vaših in latvijskih kur kdo ne pozna, sem še v 2 stavkih, kaj ste počeli v zelo odmevni kampanji, zagotovo ste jo videli na spletu. To je bila neka taka anti-igra. V bistvu do nas so pristopile punce iz Društva za zaščito živali, če lahko pomagamo skomunicirati, koliko je baterijska reja v Sloveniji še vedno pogosta. In je bila malo taka situacija, kot je pač vedno v teh nekih non-profit, torej zero marketing dollars. Ne? In smo rekli, kako bi mi ta message spravili okrog in smo potem v bistvu skoncipirali neko igro, ki to ni. Ti si baterijska kura v kletki in ko se premikaš levo ali pa desno, se tako iz prve zaletiš v ograjo, ko skočiš, se zaletiš v strop in ves čas po tebi kakajo druge kure in ti kakaš po drugih in ne moreš se umikati tem drakcem, zato ker pač si baterijska kura in nimaš placa. In edino, kar delaš je, če ujameš nek timing, da pravočasno pritisneš presledek, zlezeš jajce in potem, ko ti zlezeš 5 jajc, ti rečemo, ok, bravo, hudo, zdaj si pa napredoval v drugi level, a hočeš naprej? In potem rečeš ja, potem je pač ta cliffhanger, sorry, pač za baterijsko kuro ni drugega levela, to je to pač, ne? In potem pač smo furali ljudi na neko peticijo in na to in je dejansko bilo v par dneh nekih 14-13 tisoč podpisov, ne vem več točno, v glavnem ogromno bilo je tako po vseh večernih poročilih in so se vsi trgovci večji, mislim, da razen Tuša, upam, da se nisem zmotil, ampak to bi bilo bed, ampak po mojem se nisem. So se zavezali, da jih bodo pač baterijske jajce omaknili iz prodaje, ampak seveda s temi svojimi forami drobnih tiskov v letu 2021. Pa tako, ampak ajde, ne? Žiga, daj zdaj še enkrat, ker z radija lahko zrežemo v naprejšnjo verzijo. Kako pa potem zgleda, ne, to bo fraza, mogoče imamo naslov epizode Latvijske kure, ne? A potem vi preverjate, kaj se s to potem vašo kodo dogaja, ne? Že tako gre za odprtokodne projekte. Mislim, a imate ta nek interes čisto oseben ali še kakšna plat tukaj, a oni so v Latviji kaj boljše naredili s temi kurali, pa potem se vi od tega kaj naučite? To je načeloma ideja, tukaj v Latviji ni bilo, so samo vzeli, prevedeli, idemo. Ampak ne zato. Smo pa imeli eno bolj zanimivo, recimo, ko smo delali smo na enem hackathonu, čistko, bil je nek blockchain hackathon in ker smo pač radovedni fantje in dekleta, smo se takrat v tistem največjem navalu blockchaina prijavili, pa ne, nismo šli kopati zlata, ampak zanimalo nas je, kako lahko blockchain uporabimo za neke demokratične procese in to. In naredili smo takrat eno platformo, ki se imenovala Humans Vote, ki je v bistvu omogočila, da si ti postaviš svoj lasten blockchain network in gor pač izvajaš neke volitve. In potem smo to takoj, ko je bilo hackathona konc pozabili, tako kot radi naredimo, jaz temu pravim abandonware. In tako ful časa na to pozabili, potem smo pa videli, da dejansko v Iranu zdaj to živi v nekih skupnostih, ne vem točno kakih, in tam so pa ful stvari nadgradili. Mislim, samo vzeli so nek tam naš backend in tako da se je boljši primer tega. So se vam zahvalili za idejo, ste bili kaj v kontaktu? Ne, mislim, dobiš zvezdico. Všečno. Žiga, lotevaš se številnih družbeno koristnih kampanj. Največje vprašanje tukaj je, kako ti lahko uspe na spletu, poplavi vsega dobrega in slabega, če pač ne plačaš, če ne vržeš v Facebook in podobne platforme ogromno enega denarja, kako najprej postaneš viden, kako dosežeš ljudi. Čeprav seveda delaš dobro, želiš dobro, ljudje drugim želimo dobro, ampak v poplavi vsega se zdi velikokrat nemogoče. Mislim, jaz se zdaj ne bi delal frajerja tukaj na marketinški konferenci, koliko imamo mi dosega, pa to zaradi tega, ker je valjda ful lažje imeti ta doseg, če so tvoja sporočila nice, pa če pač nočeš nobeno nič prodati, pa če hočeš sam neki tako, imamo ful lažje delo, no, ker nikoli se ne gre za nas, ampak to pa ne pomeni, da ni treba se truditi, najditi pozornosti, ne, v tej poplavi vsega. Vedno deluje ziher humor, tako najboljši recept, to vedno funkcionira. Recimo naš izdelek, ki je največ ljudi dosegel, je bil v bistvu samo en bizaren. Ko je bilo soočenje pred družinskim zakonikom, je tam tista stran, ki ni bila naklonjena družinskemu zakoniku, je bil res so imeli bizarne argumente in vse, kar smo naredili, je, da smo jih tako zložili
tiste najboljše iz 2 ur v en video in mal tak valček glasbo zraven in to, in mal ponavljati in mal lupati in mal delati karikaturo iz obstoječih karikatur. In je to takrat doseglo nekih 700,000 ljudi, pa ne zato, ker je bilo marketinško genialno, ampak zato, ker je ful veliko ljudi prejšnji dan gledalo televizijo, pa so rekli, oh my god, pa so pa naslednji dan rabili neki, da so dali na Facebook, pa so rekli, lej, tako je bilo. Še kakšni primeri družbeno koristnih kampanj s tujine? S tujine, ja. Všeč mi je tale Troy Library, to je v Michiganu ena knjižnica, ki je pač začelo zmanjkovati sredstev in potem je mestni svet predlagal neki za 0,7%, da se zviša neka občinska dajatev, zato da bodo rešili knjižnico. In našel se je pač Tea Party, oziroma kako se to slovensko reče? Gremo reči desna stranka. Čajanka. Ja. Pač nacionalistična stranka v Michiganu, ki je potem obrnila celo to zgodbo v Texas, davki. Sploh nihče več ni govoril o tem, a rabi mesto knjižnico, a je knjižnica. Samo tako, ne, davki. In potem so se našli pač ljudje, oziroma tisti, ki so vodili kampanjo, da knjižnica ostane. In so tako malo zmanipulirali ta Tea Party in so sam ta njihovo sporočilo tako potencirali in so naredili kao event sežiganja knjig. Žurka se Book Burning Party in potem so pač polimali po celem mestu plakate, da prid zdaj, ko bomo kurili knjige, ker itak kdo rabi knjige, pa kdo rabi knjižnico, pa to. Potem je folk to toliko šokiralo, da so kar naenkrat se potem rodili neki organski braniteljice te knjižnice, ki je na koncu tako ful gladko potem zmagala tisto bitko in še vedno obstaja. Kako pa vi potem gledate še na igrifikacijo? Ne? Prej smo že omenjali te kokoši, ne? Kjer je bila neka igra za dostop do ljudi, ne? Pa jaz se tukaj vedno skušam izogniti temu, da to je pa za mlade, ker vsi nekaj igramo. Tudi vsi, ki tukaj sedijo, vsak igra nekaj, tudi če ne ve. Ampak kako gledate pač na igrifikacijo pri kakršnikoli kampanji? Ker kar je zanimivo je to, da pač, če se pogovarjamo o družbeno koristnih igrah, je to vse smešno, pač v igrah je v svetu toliko denarja, pa toliko ekonomskega ozadja, da pač si ga itak ne znamo predstavljati. Ja, po mojem Sloveniji si to kar znamo predstavljati. Ja, ne vem, jaz bi ločil tukaj mogoče na eksplicitno pa neko bolj implicitno igrifikacijo. Torej, ne gre za to, da moraš ti zdaj vedno narediti igro. Mislim, lahko seveda tudi to funkcionira, absolutno, vse tu so pač neke klasike, neka fundacija vsega tega, ampak načeloma pa ful bolj to funkcionira, če se ljudje ne zavedajo. Kaj sem prej rekel? Vsi nekaj igramo. Igrificirani, ne. Bolj je to kul, da če ti tako subtilno neke take čist neopazne elemente game dizajna v bistvu upeljuješ, ki so tako lahko samo eno presenečenje ali pa eno teorijo. Lahko daš vsaj kakšen primer, tako da si ljudje lahko predstavljajo, veš, kaj pomeni, ko daš nek element, ki načeloma pomaga pri igranju iger, ne, pri tistih mehanikah. Ne vem, recimo primer ta naša stanovanja, ki so tudi bila totalno viral, je to bila v bistvu kampanja, ki je hotela opozoriti na stanovanjsko problematiko v Ljubljani. Zdaj, če ti greš gledati nepremičnine.net ali pa Boha ali pa kjerkoli se to še oddaja, in boš tam gledaš na sezname, vse ti je hiter jasen, da tako nič pametnega ni primernega tvojemu budžetu pa to, ampak ne boš pa zares, ni to neki, kar rečeš ljudem, pejte gledati nepremičnine, pa šerite, koliko je bed, ne, to ne dela pač, ne. To smo samo obrnili tako, da smo rekli pač, mi smo sparsali vse te oglase, potem smo pa pač postavili tebe v sredino tega in ti si dobil nek svoj spis in pač naš nagovor je bil, upiši svojo plačo in se zjoči. Pač. To je tudi igrifikacija, ne, pa mogoče tako se vam ne zdi iz prve, ker pač ni tam leaderboarda, no, ampak je. Odbita, dobita. Pod črto imamo številne dobre prakse alternativnega spleta, imejmo to večkrat v mislih vsi, na vseh straneh, da ni čisto vse slabo, da obstajajo dobre prakse, ki so lahko v dobro družbe. Žiga Vrtačič, hvala. Hvala vama. Da si se oglasil v Odbiti v živo in vam v dvorani v Lutkovnem gledališču v Ljubljani. Anže, to so lahko potencialni naročniki na podcast, prosim, razloži jim. Dobar dan.
Vse oddaje Odbita dobita najdete na val202.si poševnica Odbita. Tam je tudi video, ki vam pokaže, kako se naročite na podcast. Je zelo preprosto, jaz sem to znal, moja mama je to znala. Naročite se. Sicer sta pomidva, ko sva na Twitterju skupaj, Afna Odbita, Maruša, ko si sama, si... Sem Twitteruša Maruša. Jaz, ko sem sam, sem Anzeto, tako da nam lahko tam pišete. Sprejmava komentarje, kritike in pohvale. Mahamo iz dvorane vsem poslušalcem v podcast aplikacije. Naslednjič se oglasiva iz studija in naslednjič je vsak četrtek na Valu 202 in v podcastih Radia Slovenija. Hvala za pozornost. Adijo.